Raziskujemo področja trajnih magnetnih materialov, ki so uporabni v zelenih tehnologijah, predvsem v električnih vozilih ter v vetrnih elektrarnah. Ker so ti magneti sestavljeni za Evropo kritičnih surovin, se ukvarjamo tudi s potmi njihove učinkovite reciklaže, iz katerega naslova smo prijavili tudi 2 evropska patenta. Nadalje se ukvarjamo z novimi potmi sinteze teh materialov in sicer ponastavljamo konvencionalne poti sintranja v smeri izboljšanja magnetnih lastnosti teh materialov. S tem je tesno povezano področje dodajalnih tehnologij oziroma 3D tiska teh materialov, kar nam omogoča sintezo teh materialov v kompleksnih oblikah. Cilj naših raziskav je ultratanka vakuumska toplotna izolacija, katere izolativnost spreminjamo glede na trenutne zahteve okolice. Koncept bi lahko uporabili za optimalnejše delovanje pogonske baterije električnega avtomobila. Razmere so danes kritične pri nizkih zunanjih temperaturah, ko baterija izgubi operativnost že po nekaj urah mirovanja. Z našim konceptom bi ta čas podaljšali na nekaj dni. V skupini za bioanalitiko se ukvarjamo s področjem koloidne biologije, kjer v bistvu mikrobne celice obravnavamo kot koloidne delce. Ti se zaradi svoje narave odzivajo na okolje in ga lahko spreminjajo. S pristopi kolonizacije mikrobov lahko zato preprečimo korozijo materialov, lahko proizvedemo probiotike, ki preprečujejo parodontalno bolezen, razgrajujemo tehnološke vode in onesnažila ter konstruiramo biosenzorje težkih kovin, kot je na primer živo srebro. Z analizo odpadne vode, ki vstopa na čistilno napravo, lahko pridobimo informacije o aktivnosti populacije, kot so prehranjevalne navade, uporaba dovoljenih in prepovedanih drog ter izpostavljenost nevarnim snovem. Biološko čiščenje odpadnih vod mikronesnažil običajno ne odstrani v zadostni meri, zato je pomembno, da spremljamo njihovo prisotnost tudi na iztokih iz čistilnih naprav ter preučujemo alternativne postopke čiščenja. V okviru krožnega gospodarstva lahko tako primerno očiščeno vodo koristno uporabimo kot alternativni vir vode za kmetijske in industrijske dejavnosti. Razvijamo in raziskujemo nove, okolju prijazne in ekonomsko učinkovitejše katalizatorje v različnih nanostrukturnih oblikah, prvenstveno na osnovi kovinskih oksidov. Uporabljamo jih v foto- in elektrokemijskih procesih za odstranjevanje organskih onesnaževal iz odpadnih voda in zraka. Skupaj s skupino za senzoriko postavljamo avtonomni laboratorij za hitro, fleksibilno in učinkovito odkrivanje novih materialov in njihovih mehanizmov delovanja za prihodnje zelene tehnologije. Razvijamo senzorske elemente za detekcijo formaldehida, akrilamida, benzendiolov, kot tudi biosenzorski element za detekcijo virusov, kot je novi koronavirus. Ti senzorski elementi se razvijajo za razvoj učinkovitih, prenosnih, uporabnih in cenovno dostopnih senzorjev, ki imajo nizko mejo zaznave in tudi selektivnost. Uporabljajo se lahko za gospodinjstva in ostale zaprte prostore, kjer nas zanima, kolikšna je količina toksičnih organskih komponent v prostoru. Po drugi strani pa biosenzorski elementi služijo za hitro detekcijo virusov v slini ali drugih bioloških spojin v različnih bioloških tekočinah. Veliko sodelujemo z industrijo, predvsem na razvoju različnih materialov, kjer z vrstično elektronsko mikroskopijo analiziramo mikrostrukturo in kemijsko sestavo izdelkov. Kadar pa nas zanimajo informacije na atomski skali, lahko s posebno tehniko fokusiranega ionskega izvora pripravimo vzorce za analizo na presevnem elektronskem mikroskopu. Razvijamo postopke za čiščenje in aktivacijo površin, pripravo površin za nanos različnih prevlek, kakor tudi postopke zaščite izdelkov z nevidnimi, a učinkovitimi nanosi. Tehnologijo lahko prilagodimo značilnostim obdelovancev ter speljemo postopek patentne zaščite, inovativne rešitve. Za masovno proizvodnjo priporočamo prilagoditev komercialne linije oziroma razvijamo in izdelamo namensko linijo, v kolikor komercialne niso dostopne.
Na odseku za fizikalno in organsko kemijo se ukvarjamo z raziskavami različnih fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdnih snovi, kovin, kot je na primer korozija, ter tudi z drugimi sintezami novih spojin zaščitno-funkcionalnih prevlek. Cilj je preučiti in pojasniti mehanizme degradacije in zaščite materialov v različnih okoljih. V raziskavah združujemo organsko in anorgansko sintezo novih spojin in okolju prijaznih prevlek, elektrokemijske raziskave protikorozijskih in elektrokemijskih lastnosti ter molekulsko modeliranje materialov na osnovi prvih principov. Pridobljeno znanje usmerjamo v načrtovanje naprednih trajnostnih rešitev pri zaščiti materialov, ki so primerni za različne industrijske aplikacije. Na Centru za prenos tehnologij in inovacij povezujemo naš inštitut z gospodarstvom. Vkolikor vas zanima ponudba tehnologij inštituta, se lahko obrnete na nas. Pomagali vam bomo pri koordinaciji sodelovanja, urejanju pogodbenih odnosov in pa pridobivanju projektnih sredstev, vkolikor bo to potrebno. Imamo številne izkušnje z zaščito intelektualne lastnine v različnih oblikah, kar omogoča prednost pred konkurenco. Tako da vas vabimo, da skupaj z nami ustvarjate inovacije na področju zelenih tehnologij.